Čas je za začetek tiskovne konference, na kateri se bosta predstavila skupna lista Zeleni Slovenije in Stranka generacij. Simbolno vreme, ki je bilo na začetku dneva megleno, to pomeni, da smo s tem, da smo prišli k vam, pregnali meglo in to želimo in verjamemo, da bomo tudi z našim nastopom na volitvah, kjer je lista Zeleni Slovenije in Stranke generacij tista, ki bo dejansko predstavljala ne samo presenečenje, ampak izbor za vse generacije. Danes smo z vami trije kandidati ter oba predsednika strank, Zelenih Slovenije, dr. Andrej Čuš in Stranke generacij, dr. Vlado Dimovski. Ter naši obe kandidatki, poleg mene, ste Slavica Sunčič in Silva Vračko. Pa bi prosil najprej, Andrej, tebe, da nam poveš, zakaj so Zeleni Slovenije izbrali nas kot partnerje in zakaj gremo skupaj na te volitve, da zmagamo. Zeleni Slovenije kot taki smo seveda ena zelo tradicionalna stranka. Svojim ustanovitvijo že leta 1989 smo bili v Demosu, za nami je kar pestra zgodovina. Predvsem pa smo Zeleni Slovenije tista politična stranka, ki smo nekako prepričani, da v teh časih razdorov, pa kregarij, pa vse večje polarizacije, pa pravimo, da nista samo dve poti, torej tista, ki gre v eno smer in tista, ki gre v drugo, ampak je predvsem sodelovanje pa spoštovanje nekaj takšnega, kar Slovenija nujno potrebuje, če želimo preseči neke, ne samo delitve, ampak tudi izzive, ki so pred nami. Moram reči, da tudi sam kot Ptujčan zelo opozarjam na to, da ni samo Ljubljana Slovenija. Seveda, Zeleni Slovenije smo tako glas večjih mest, smo pa po drugi strani tudi glas podeželja, vasi in pa manjših mest. Moram povedati, da ta navezava skupaj s Stranko generacij je predvsem do nje prišlo na podlagi pogledov na program, na izzive, s katerimi se soočamo, pa tudi glede na to, da če združimo seveda, če ima vsak svoj mikrofon, če združimo dva, potem smo seveda precej bolj slišani in prodorni. Treba se zavedati, da naša skupna infrastruktura ima okrog 4000 članov in 120 občinskih odborov in to seveda infrastruktura, katero nam zavida marsikatera večja parlamentarna in politična stranka. Zeleni Slovenije kot taki smo seveda tudi, se malo razlikujemo od tipičnih zelenih evropskih strank, kjer je seveda vse vezano na državne in evropske subvencije in podobno. Marsikdaj človek dobi občutek, da vse to vezano samo na barvo denarja pod pretvezo tega nekega zelenega turbokapitalizma. Mi zeleni vračamo zeleno politiko nazaj ljudem in naravi. Vse premalo se sprašujemo, kakšno vodo pijemo, kakšno hrano jemo, kakšni zemlji jo pridelujemo. Predvsem v teh krajih in tej regiji, ki pravijo, da žitnica Slovenije, se moramo malo vprašati, koliko kmetijskih površin in zemlje smo uničili z raznimi spremembami namembnosti. Moramo se vprašati, kakšna je ta kakovost, kvaliteta zemlje, kjer pridelujemo hrano, pa seveda vprašanje tudi, kakšen zrak dihamo. Naši, bom rekel, bruseljski geniji pa seveda samo študirajo, kam bi postavljali neke poskusne pa pilotne projekte, katerih namen je samo črpanje evropskih sredstev in pa bogatenje dveh, treh elit. Pri tem seveda tudi opozarjamo na skladen regionalni razvoj. Nesprejemljivo je, kam smo prišli danes s stvarmi javnih gospodarskih služb, krčenje mrež, tako bank, poštnih storitev, ponekod pa imajo že veselice po Sloveniji, če se otvori en bankomat. Jaz mislim, da to nesprejemljivo in seveda moramo to načelo skladnega regionalnega razvoja precej bolj v prihodnje tudi upoštevati. Vse pa razlikujemo tudi od tega, ker tudi mi se zavedamo, da vsako zdravo gospodarstvo je hrbtenica uspešne države. Na podlagi tega imamo potem socialno državo, šolstvo in vse drugo, ne pa da kar v osnovi zavračamo vsak razvoj in investicije. Je pa seveda dejstvo, da tu se tudi mi vidimo kot pomemben akter. Mi smo tisti, ki iščemo ravnovesje med gospodarskim razvojem in pa ohranjanjem narave. Pri nas pa seveda imamo v Sloveniji 8061 okoljsko degradiranih con, ampak naši geniji in birokrati iz Ljubljane pa Bruslja pa bi seveda radi še na novo uničevali kmetijsko zemljo, pa kaj drugega,
Po drugi strani pa že imamo komunalno opremljene, degradirane cone, vso pripadajočo infrastrukturo, ki pa stojijo same sebi namen in tam je tudi okolje trajno uničeno. Tako da, kar se tega tiče, smo ekosocialna stranka in tukaj gre res ta povezava skupaj s stranko generacij. Več bo verjetno tudi Vlado povedal o tem. Tako da mi izhajamo iz tega, da ne glede na to, kje v Sloveniji se rodiš, moraš imeti enak dostop do storitev javne uprave, državne uprave, socialnih storitev in zdravstvene oskrbe. In dokler tega ne bo, nas čaka še veliko dela. Veliko čast mi je, da lahko danes, da tako rečem, splavimo našo listo tukaj v tem delu Slovenije, v Murski Soboti. Namreč naj tako na začetku povem, da se je to povezovanje z Zelenimi Sloveniji izkazalo kot zelo produktivno. Andrej je že povedal, da smo s to, da tako rečem, združitvijo na enotno listo pridobili širino. To se pravi, po eni strani širino, da zdaj govorimo o skoraj 120 odborih in pa več tisoč članih, po drugi strani pa tudi vsebinsko, se pravi programsko, zaradi tega, ker se stranke generacij in pa Zeleni Slovenije vse na nek način dopolnjujeta, programi so komplementarni, tako da smo mi tudi oblikovali, Smiljan je tukaj pripravil tudi skupni program, zeleno-modri program, ki je nekako tudi kombinacija teh barv, ki jih imamo, modra in zelena, pa tudi zelene barve stranke in pa modrosti, kot je recimo v stranki generacij, kot vemo, tudi stranka generacij šla čez nekaj faz, in v zadnjem obdobju postala stranka, katere tudi slogan je izbira za vse generacije, to se pravi najpomembnejša baza še vedno stranke generacij ostajajo upokojenci, zato smo tudi, kar se tiče programa, največji del tega programa namenili upokojencem, predvsem gre za to, da bi morala že ta vlada, seveda pa katerakoli naslednja, omejiti krivice, ki so bile storjene v preteklosti, predvsem med letom 2013 in 2022, kjer je ta odmerna osnova ostala prenizka in seveda zato nekateri upokojenci dobivajo prenizke pokojnine. Urediti bi morali ustrezno eskalacijo na 100% plače, zdaj se usklajuje 50-50, 50 indeks življenjskih stroškov, 50 rast plač, kar se je videlo že v tej uskladitvi, tej februarski oziroma prvomarčevske uskladitve, je bila usklajenost, se pravi eskalacija pokojnin, usklajevanje pokojnin, kot rečemo, prenizko glede na prejšnji sistem. Prejšnji sistem bi omogočil 5,9, zdajšnji 4,2 in potem je vlada arbitrarno na nek način določila še 1% točko, ki je omogočila, da pač usklajenost je malo višja, kot bi sicer bila po tem novem zakonu. Mi želimo torej, da je to v zakonu vnešeno. Želimo, da to ne bi bila potem neka arbitrarna odločitev vsakršne vlade, ampak bi moralo biti to sistemsko rešeno. Seveda so pa še drugi problemi, ki tarejo starejšo populacijo, in sicer je dolgotrajna oskrba, kateri je bil narejen samo en korak, v bistvu določen korak, je pa potrebno celoten sistem zgraditi tudi za tiste, ki niso v domovih, tisti, ki želijo priti v dom in vsak, ki želi priti v dom oziroma dom starejših občanov, kakorkoli ga že imenujemo, ali stanovanjsko skupnost oziroma drugačen tip preživljene starosti. Se pravi, to je ena od tistih stvari, ki so za nas pomembne. Seveda je pa na tem koncu potrebno povedati, da je enako potrebno, bi rekel, nediskriminatorno obravnavati tudi kmečko populacijo, ki je v mnogem delu tudi v tem pokojninskem zakonu, bi rekel, diskreditirana na nek način, in mislim, da bi z nekimi popravki zakona se moralo tudi to uskladiti. Zdaj, kar se tiče stranke generacij, njenega dosega, je naš cilj zelo jasen, je vstop v parlament. Zdaj, tukaj naj bom zelo jasen, da mi strateško delamo na tem projektu že od takrat, ko sem prevzel stranko Desus, ki se je potem transformirala v stranko generacij skupaj z Dobro državo, smo pridobili en zelo močan steber, bi lahko rekla, predvsem usmerjen k temu nekoruptivnem dejanju. To,
kar je v svoji srži imela dobra država. Seveda nam je pa to povezovanje stranko Zelenih Slovenije prineslo pa tudi, bi rekel, neko širino, tako da je zdaj ta tretji steber, na katerem lahko gradimo, je seveda zelena politika, zeleno okolje, kjer spada ne samo ozko, tako kot je že Andrej povedal, ne samo ozko pridobivanje nekih evropskih projektov, pa maksimiranje nekih transferov iz Evrope, ampak predvsem tudi čisto okolje, prehrana, voda, zrak in tako naprej, tisto, kar tvori neko okolje, ne samo za starejše, ampak praktično za vse generacije. Kot ste videli, se je iz liste, to se pravi kandidatne liste, izkazuje, da smo zelo razširili diapazon. Imamo v vseh kohortnih razredih od 20 do 90, imamo vsaj po enega človeka, enega kandidata ali kandidatko. Najmlajši je 20 let star, najstarejši je 85, imamo uravnoteženo spolno strukturo, imamo 9 doktorjev znanosti, 10 magistrov in tako naprej, 3 ministre, 2 ministra, 3 državne sekretarje, nekaj bivših poslancev in tako naprej. Skratka, imamo zelo močno listo in rekel bi, da je to ena najmočnejših list in to seveda nakazuje tudi vitalnost tega projekta, se pravi Zeleni Slovenije in stranko generacij. Slej ko prej postajam velik optimist, ne glede na neke ankete, ki krožijo po Sloveniji. Mi smo celo nadeli neko skovanko, ankete lažete, kot ankete lažete, ampak ankete lažete, ampak ne bi radi izpadli Kalimero, da nas pač rekel, ta osnovni globoka država na nek način noče sprejeti kot enakovredne politične partnerje. Slej ko prej sta ti dve stranki predvsem za ljudi in to je bistveno. In bistveno je, da nekako ljudem povemo, da naša prisotnost v parlamentu je seveda predvsem za ljudi. Ne za kapital, ne za globoko državo, ampak za ljudi, zaradi tega, ker želimo predvsem ljudem dobro. In to iz srca. To ne govorimo kar nekaj zaradi neke populizma, kar vidimo, da se zdaj zelo razširil v Sloveniji, ampak zaradi tega, ker resno mislimo. Vsi smo tukaj neprofesionalci, da se razume, mi dajemo svoj prosti čas, to je posebej pomembno povedati, imamo pa tukaj že na cesti, pa še kje druge ljudi, ki delajo politiko profesionalno in seveda je zelo pomembno, da bi ljudje tudi to plat tega našega prostega časa, idej, volje, res neke srčne kulture in tako naprej razumeli, nas pripoznali in seveda nam omogoči večji vpliv na slovensko politiko. Sem pa zadovoljen, da te rečem, Smiljan, videl so se spoznala, kot so se stranki združevali, prej se nisva poznala, ampak moram reči, da odlično sodelujem tudi z Andrejem in jaz upam, da bo ta struktura na nek način, da to pomeni, da šele začenjamo neko določeno delo v slovenskem političnem prostoru, ki definitivno potrebuje stranki, kot smo Zeleni Slovenije in stranke generacij in seveda predvsem ljudi, ki smo se nabrali in ki dejansko mislimo narediti nekaj dobrega. Zdaj bi pa še predstavil našo kandidatko, ki bo kandidirala v okraju Gornja Radgona, Silvo Vračko. Sem Silva Vračko, prihajam iz volilnega okraja Gornja Radgona in stranka generacij in Zeleni Slovenije so tisti, ki bodo poskrbeli res za vse generacije. Pri starejših za pokojnine, bivanje v domovih starejših ali v drugih oblikah skupnosti, hkrati pa za mlade stanovanja, šolstvo, otroško varstvo in seveda ne izpustiti tudi javnega zdravstva. To so tiste ključne točke, ki nas žulijo vse, tudi tukaj v Pomurju in želimo, da naš glas pride do Ljubljane, da smo slišani in, kot sta že rekla predsednika obeh strank, da regionalni razvoj mora biti enakomernejši. Zaslužimo se to tako tudi v Pomurju in verjamemo, da bomo to zmogli.
Želimo si seveda vaše podpore na volitvah in pomembno je, da smo 22.3. tudi vsi na volišču. Hvala. V okraju Ljutomer pa bo kandidirala naša kandidatka Slavica Sunčič. Prihajam iz volilnega okraja Ljutomer. Zakaj sem se pravzaprav odločila za stranko generacije? Moram povedati, da sem vse svoje življenje bila povezana z mlado in starejšo generacijo. Tako da poznam vse probleme, tako mladih kot starejših in pa tudi vsa njihova pričakovanja. In prepričana sem, kot smo že danes slišali, da je stranka generacij tista stranka, ki bo lahko uresničila marsikatero skrito željo, marsikatero hrepenenje, in tega si seveda v Sloveniji vsi želimo, da stopamo naprej z roko v roki in da zakoni veljajo za vse enako, da tu ni nobenih izjem in da je naša pot stranke generacij in pa zelenih prava pot in pa pravična pot. To smo mi, skratka lista Zelenih Slovenije in stranke generacij. Ne potrebujemo več birokracije v Ljubljani, ampak potrebujemo močne lokalne kmetije, varno starost in energijo, ki bo poceni za naše ljudi. V okrajih Murska Sobota 1 in Murska Sobota 2 bom kandidiral jaz, Smiljan Mekicar. Verjetno se ne rabim posebej predstavljati mojim sokrajanom in sovaščanom po celem Pomurju. Namreč rojen v Murski Soboti in ravno danes je nekje 30 let, ko sem se prvič vrnil v Pomurje, oziroma Prekmurje, rodni kraj, takrat iz študija v Ljubljani in začel v Murski Soboti na nek način v domači garaži z svojo obrtjo, svojim podjetjem in od takrat ustanovil Radio Viva, ki je dal tej okolici, tem ljudem, mladim in starejšim, predvsem podjetjem, možnost za neke nove uspehe in nove izzive. 30 let kasneje vidim, da Pomurje potrebuje razvojno spodbudo, kajti ko si enkrat na neki distanci, marsikaj vidiš drugače, kot ko si vpet v neko okolje, kjer ponavadi težave in problemi prevladajo nad tvojim pogledom in predvsem optimizmom. Optimizem je tisto, kar je ključno, da ljudje ohranijo, kajti optimizem in predvsem povezan s pogumom bo dal ljudem vizijo in ta vizija je, da je Pomurje z svojimi viri, in ti viri so naravni in ti viri so v ljudeh, tako močni in tako posebni, da na njih lahko gradimo. Seveda rabimo za to ustrezno infrastrukturo, prometne poti so se sicer izboljšale, ampak še daleč od tega, da bi bilo zadeva urejena, kajti varne prometne poti in javna infrastruktura, javni prevozi morajo biti temelj komunikacije. Ker če ni komunikacije, ne bo delovalo ne gospodarstvo, ne šolstvo, tudi zdravstvo bo s tem v bistvu prikrajšano in predvsem prikrajšani bodo ljudje. Zato verjamem, da je v Pomurju potencial, da je potencial v ljudeh in ti ljudje, ki boste šli 22. na volitve, prepoznajte vizijo v sebi in vizijo v nas, ki vam bomo ob tem pomagali. Kajti zeleno-modra skupna lista Zeleni Slovenije in stranke generacij je tista, ki razume vrednost slovenske zemlje. Kajti slovenska zemlja in kmetijstvo sta način življenja, ki ga moramo ohraniti. Kajti kmetijstvo ohranja ne samo pokrajino, tudi kulturo. Potem upokojenci so tukaj in si zaslužijo več. Starost ne sme biti problem, ampak v starosti morajo tudi ljudje živeti tako, kako so si to na nek način zaslužili. In ker ne bomo dovolili razprodaje virov, sta voda in zemlja v severno-vzhodni Sloveniji tista vrednota in predvsem tisto bogatstvo, na katerem moramo v bistvu graditi svojo prihodnost. Zato je naša skupna zaveza oziroma vodilo, da socialna država brez zdravega okolja je nevzdržna in okoljska politika brez socialne varnosti je nepravična. Zato za pravično prihodnost
predvsem za izbiro za vse generacije, Lista zelenih in Stranke generacij in obkrožite številko 6, kajti to je rešitev za nas vse.